Danes grem pa pogledat, kje so narejene cisterne pa prikolice vaja. Zdajle v Italiji sem, od Garda naprej, ne vem točen, kjer kraj je, kaj zapišem. Tako da gremo malo čez proizvodno pogledat, kva to ustvarjajo. Zdajle za mano je že ena 43 litrska cisterna, ta največ, kar jo naredijo, 4 aksarca, pač Bula, Orang. Za Slovenijo kar ima prevelika preko. Bomo pa pogledali tudi, pač kako se devajo te male cisterne. 2200 litrov pa do 43 litrov, pa razne mulde. Vse bomo dala pogledali, gremo po proizvodnje. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. 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 What in the world? Če imaš tako cisterno, sploh jame ne rabiš. When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Zdajle sem jih tlele prta nov fabrik. To je ta zadnja fabrika, ki imajo 3 leta obratuje. Tamle čez so začeli, poj so šli tlele na ta drug konc, da imajo pa še tle. Vmes imajo tudi eno cesto, pa dobesedno so podhod za mašine naredili, da ni treba po cesti se voziti. Zdajle gremo v tisti konc, ki je začetek proizvodnje. Je pa tudi firma Vaja od 48 leta laufa, to se pravi, čez par let bo že 80 let. So pa vmes delali tudi malo druge mašine, trenutno pa delajo sam cisterne pa prikolice. No evo, to je ta podhod, ki so ga oni mogli narediti. Gore na temu podhodem je pa tudi en krožen, ki so ga pa tudi mogli oni financirati. Evo, zdaj pa desna stran fabrika, leva stran fabrika. Za mano je skladišče, pa stelaže, ki imajo gor naložene pumpe na laharja. To se pravi srce, cisterne, brez pumpe je bolj malo. Mislim, še vse glih je cisterna, sam nič ne špricov v kamer, pa no toliko. No, za mano se pa tle začne. Srv železje, plate, tamle zadnji na laharja, pa to režejo, pa naprej predelujejo. Tle čez začetek. Naredijo pa letno okoli 700 mašin, to se pravi pol tega je prikolic, pol pa cistern. Tako da kar fan šopajo. Kaj je to nek plat za obdevati, no? Železje čaka. Srv železje. Tamle je pa laser zadnji. Ves material je certificiran. Fan vuk ne reže. To že ne nosilce deva, nekam za eno cisterno verjetno. A pa za prikolico. Da se tole jaz, ko gledam, se bolj malo zastopam. Ne vem kaj dost. Pa še po italijanski je. Zadnji ima tudi skladišče, kot en revolver baleku. In plate fleta nos to, kde zreže, ven potegne. Pač, avtomatka deva svoje. Saj se vidi, tle sploh ni benga človeka. Razen enega dobrega računalnika. Ko je enkrat plata zrezana, se tole še vse gor drži, to je pa končen komad. Ostalo pa kjela v kontejner, pa naprej na predelavo. Možakar pa fletna ven potovče, skvad vam, pa tole pade. Tlele zadnji ima tudi eno mašino, ki švasa. Recimo tle je en konc ene šasije ali pa rude, nekaj taka. In tale švas je v bistvu tamle narejen poj brez ogna, karkoli že to pomeni. V glavnem, da ni vročine, da ne prehreje materijala, če sem ga nekako prav zastopil. In je tudi rekel, da čez vso površino, to se pravi tle, ki je švas, tle zraven, kjerkoli, je ista elastičnost materijala. No, tle še ena XXL plazma, do 23 metrov reže. Je pa to posebna plazma, kot je, da tako pa je lepo bolj natančne prije, bolj precizna, da ne treba nič raziglati v robu. Gor ima tudi dvigal čez tole zadevo, da poj nos takole plate. Isto je na vakuum varianta po mojem. Reže pa do 20 mm tale zadeva. No, zadnji pa apkante. 800 ton ima ena moči. Je ta cilinder stari. To kako mi objameš. Lahko pan krivi. In tole je en koncene mulde, ki jo je tamle fletna pokrivu. Saj se vidi tlele, tam je pihal.
Evo, tle pa kiprca nekaj na pot sestavljena. Šasija je gor, akse so, malo detajlov. Tamle naprej pa je tudi že kason gor da jejo. Pa kaj tle enih ADR aks, ta prava komadina. Zavijajo se, imajo tle zadnji cilinder. Ko to od blizu pogledaš, je to kar dosti kompleksno in ni toliko kar nekaj. Preko aksa en ror čez, pa dva kolesa gor, ampak je kar daleč od tega, takale. Drugač pa ja, ADR dajejo, na vsak mašin gor je ADR. Zunaj imajo še cel kup telah aks. Baje kar za cel let naprej že naročajo, zato da pa ne zamujajo, da imajo na lagarja in sam natikajo na mašine. Tamle zadnji pa že en švac aparat slišim, pa tudi nekaj na šasijo vari. Ene nosilce za kolesa, po mojem. V glavnem tale hala vidim, da je bolj šlusarija. To se pravi, srov želez je, obdelava pleha v bistvu, po večini. Evo, tle še ena švac, delavnica. Zadnji imajo tudi že ne robote prštimane, ampak še čakajo, da jih bodo aktivirali. Kva fandiva italijana rega. Jaz vidim, da ima še tle en pol avtomatsk varjene. Zdaj, da ga samo okol zavrti pa pošvaca. Tle not pa pojede cisterne divajo, pa sestavljajo, pa švasajo. Imajo pa drugače v firmo zaposlene tam 60-70 ljudi, odvisno od cajta. No evo, na teh cisterne bo pa top gor, ima hardo pumpo. Pa tamle verjetno kakšna roka, pa kakšna turbofiler pa to. Tale zna biti kar fajn nabutana. Že osnova tako zgleda. Kakšen konjske priklope je. Še tala ima not kuhlo. Taka lahko pa ni veliko v Sloveniji, po mojem. Evo, tle ima pa pleh. Zadnji pa krivilko, ki cilinder pa zavije, pa povari, da gre pa na šasijo, da je cisterna rata. Tle pa ripper, kot dodatna oprema, zadnji za cisterno, da je fest po tleh brska, pa da je uliva not. Tudi tale, ta mala izvedba ima zgleda dve noge. Ki je enkrat cilinder zaokrožen pa povarjen, da pa na tole postajo pripeljejo, da razne priklope, nosilce, izpuste pa to gor navarejo, kje ka paše. Recimo ta spredi za roko, verjetno sem sesane, poj tamle je z nizek izpust. Je kar dosti nahrči poj gor priklopljenih nasod, če je cisterna dobro opremljena. Tiste cisterne, ki imajo poj roko, zraven paše tudi lijak, ki jih divajo fletna. To je tista varianta, ko cisterno priješ, roko dol stegneš v lijak, pumpa bržges pa začne črpati, da ni treba na strahtarje hoditi. Tamle so pa tudi roke. Cisterne so ratale kar kompleksne, ni to sam pumpa pa so, da imaš to že vse sorte enih opcij. Se tudi poj kar cena košta, če jo ne buta z opremo. Tle imajo tudi poj sodove porazporojene od, recimo 2200, ko gre tale ta mala, pa naprej. Tista leta zadnja je 10krat več, oziroma čez 30 litrov je. Kvajo prazne, to ven letejo kubika kar nič. Tale kupec, ki je tole kupil s tem, ko se je rekel, da proti jo probal, pa test naredil, tako da so jo malo stestirali. Je pa prazna cisterna, 15 ton težka, skupne ima pa 56 tona nekaj taga, ampak za homologacijo je 45, mislim, da no. Je pa tudi ta sistem zavijanja zanimiv, da zavija ta prva, ta tretja pa ta četrta. Ta je pa mislim, da je fiksna. Tlele imajo pa tudi še nekaj na lagarju, vidim, da imajo cistern pa prikolic. Mislim, ne vem, če je toliko lagar, zato ker niso sestavljene do konca. Malo jim še manjka. So proti koncu. No, da gremo pa še v to tretjo halo, ta najnovej, ki ne 3 leta obratuje, pogledati, kaj se dogaja. Drugače pa prej tudi možaka rekel, da jim že tako placa zmanjkuje, da jo mogla malo še eno nek postaviti. Tle pa po moje štriharija pa tak. Same komore so tle. Tle jo najprej zadevo, tisti, ki mislijo štrikati, ne vem, recimo šasijo, te prvo perejo z eno tako posebno vodo, ne vem, oksidirano, nekaj takega rekel. Pa gre pa naprej, tamle zadnjih so komore štrikati, pač komplet šasijo, podvozi not porine, ga pofarba in je stvar rešena. Mislim, določene komponente itak treba zaščititi. Glede cinkana, tako je pa tale sod, tisti pa nek drget vozijo. Nekam drgam vozijo, no, tako.
No, tlele pa še finiširajo, čisto končno opremo, kablov je tak, ker še gor ne montirajo. V bistvu, ko z tele hale ven pride pa je kar kompletna. Drugače prav zanimivo, kako izgleda, recimo tam nekaj vidim 24 litrska, pa izgleda prav majhna, zadnji 37, tudi nekaj čez 20, tako no, kar velike petarde. Je pa tudi res, da v teleh cajtah pa večji kmetje, ima tisto gnojevko pa to kupujejo kar bolj kot ne 10 pa gor, zdaj že tudi tam na preklop trade je 20 pa tistih velikank malo morje. Ko ima to cisterna in je pametno, pa ne hlajtank, pa ne komand, to je neverjetno ratov. Tlele tudi zgleda, kaže kaj, drugače pa upravljaš pa v traktorja prek daljinčka. Zanimivo, kaj mi je to prišlo, ne čez caj cisterna. Včasih od pumpa, pa kardan, zdaj pa malo morje rči gor. Drugače sem pa poraje to, da tlele okoli še sije, pa tele barve. Po večini imajo vse na mat črno. Je pa to za italijanski trg, tako da zgleda tlele cela Italija voče mat farbo. Pa dejansko tudi meni zgleda prav lepo, no. Je pa pač na voljo itak tudi več barv. Pump je tudi precej enih variant, odvisen od stranke. Tisto, ko voče, tisto pač gor pa jo obesijo. Evo gmoto. Že delo je ogromna, pa še biciklov nima gor. 36 litrov. Roka, ne vem koliko metrov je to. Čeprav to je po mojem že tista varianta, ki samo lahuno pomoč, zdaj pa jo vam počrpa. Ali pa ne vem koliko imam to narejeno, toče. Evo, batoni pahani. Pumpa, da se reče. Tale ima tudi zgleda tole zvidbo z mat. Pa ima gor še ne hladilnike, komande. To je noro. Jaz tudi nisem jih toliko v teh cisternah, da jih bo prav vedel vse, pa kako je, ampak tehnologija gre naprej, akva preko. Tako kot zanimivost, kar rečem, da tale hala je 6000 kvadratov velika, je pa vsa pohlajena, čez vse posod so dvigala, ima pa še spodaj talen gretje. 16 km cevije zavite okoli, da to pa greje, ki je mraz. Tako, ker imajo tam cisterne, imajo pa tudi le sestavljene, pa finiširajo prikolice. Evo, še ena mat izvedba, meni je čisto všeč, ne vem pa kako je vam. No, tlele imajo tudi en konc, ki delajo pa sornike, pa puše, pa take reči. Bolcna. Evo, to so pa turbofilerje. Takole vetrnica not, pa zadnji hidromotor. To je zato, da je cisterna hitri polhna, pa da jo do vrha ne fila. Je naš proizvodno smo še da imel čez. Jaz sem tlele, jaz bom dala tle kar zaključil. V glavnem, če kakšen kak je več zanimal, se obrnete na Euroglobe Trade, on zastopa vajo. Cisteren je izbire malo morje, opreme tudi kar češ, tako da on bo da prav naslov. To je pa to iz moje strani. A je pa pojte še kaj na bobnar7.si, tam imamo pa te bolj cune. Živ!